V Domžalah je potekal eden izmed zanimivejših dvobojev v tem krogu, kajti vodilna Gorica je gostovala pri ekipi, ki je zmagala 3-krat na gostovanjih, doma pa doživela 2 zaporedna poraza. Tokrat so Domžalčani v tekmo štartali nekoliko slabše, kajti Gorica je že v 5. minuti prišla do prednosti, Eleke je bil najspretnejši pred vrati in takole premagal Vidmarja za 0-1. Eleke je izjemno dobro razpoložen v tem prvenstvu, tole je bil še en gol v mreži nasprotnega moštva. 7. minuta, prva akcija tudi za Domžalčane, do strela je prišel Podlogar, ki je bil takole sam pred vrati, ampak nastreljal vratarja Sorčana, ostala je pri prednosti Primorcev. Udarec še Črnica, ki je bil izjemno dobro razpoložen v Novem mestu na prejšnji tekmi, tokrat nekoliko premalo natančen. Prosti strel Skubica, ampak žoga v naročju vratarja Sorčana. 19. minuta in kombinacija Domžalčana, najprej je meril Majer, potem še Črnic, žoga pa je končala mimo goriških vrat. V 25. minuti pa gol za Domžalčane, zasluženo izenačenje. Morel je lepo preigraval in premagal še vratarja Sorčana za 1-1. Tudi Morel je v zadnjem času v dobri strelski formi, lepo je meril in izenačil v Domžalah. Po dobre pol ure igre še kombinacija za Domžalčane, podal je Morel, Zec pa je podal pred vrata, ampak žoga je končala v kotu, kajti Širok je rešil celotno situacijo. Drugi polčas za Domžale, Zec je prišel do kar 3 strelov pred vrati, na koncu je stresel tudi prečko, nekaj smole za Domžalčane. Še naprej nekoliko boljša igra domačega moštva, Morel je meril močno, ampak za odtenek premalo natančno. Kmalu pa kazen, kdor ne da dobi, in tole je bila že izjemna kombinacija Goričanov. Eleke je žogo pospravil mrežo in s tem tudi povedel v prednost Severno Primorce. Domžale Gorica 1-2, Eleke pa je še enkrat premagal Vidmarja za 1-2. Kmalu so Domžalčani tudi uspeli izenačiti, tole je že nova kombinacija. Antonio Mance je zabil 3. gol v domžalskem dresu in izenačil na 2-2, le dobro minuto potem, ko je zadel na drugi strani Eleke. Idealen odgovor za Domžale, ampak potem tudi nekaj kombinacij za Goričane, tole je že nova priložnost Gorice, ki so zahtevali igro z roko v domačem kazenskem prostoru, na koncu 11-metrovke ni bilo, ob koncu dvoboja pa še nekaj obetavnih akcij na eni in drugi strani. Najprej je streljal visoko prek vrat iz izjemno ugodnega položaja Šišić, priložnost Goričanov, mimo je streljal Nunić, na pravem mestu je bil pravzaprav tudi Nejc Vidmar. Nato še enkrat priložnost za Nunića, ki je bil sam pred vrati, ampak izjemna obramba Vidmarja. Nogometaš, ki je bil izjemno dobro razpoložen, pa je bil Matija Širok, takole je streljal in zabil pravi evrogol. Ob koncu tekme tekla je 87. minuta in razparal je mrežo Nejca Vidmarja in še tretjič premagal vratarja Domžal za 2-3. Ob koncu dvoboja še priložnost bivšega Goričana Amadeja Vetriha, ki pa je meril za odtenek previsoko in tekma se je končala. 5 golov, lepa tekma in na koncu zmaga Goričanov v domžalskem športnem parku 2-3. Včasih je nogomet izredno kruta zadeva, včasih nepoštena in danes mislim, da smo odigrali našo najboljšo tekmo v sezoni, kar se tiče faze napada. Neštetokrat so nasprotniki zbijali na liniji, tudi okvir vrat smo zadeli. Je pa dejstvo, da 3 zadetke ne moremo dobiti v nobenem primeru. Ko se nam je nalet zmanjšal, ker enostavno energije nismo imeli več, je Gorica prišla do svojih priložnosti ali pa po priložnosti. Izredno učinkovito si bili, kot so
že celo sezono in so nas kaznovali zato, ker mi nismo tekmo obrnili v našo prid. Najprej bi čestital Domžaljam za zelo dobro tekmo. Na momente so bili mogoče tudi boljši nasprotnik. Danes smo pokazali, kaj se vse da z veliko željo, z zagonom, z agresijo. Morda si zmage nismo zaslužili, smo pa zelo veseli in vzeli si bomo za zasluženo, ker smo se res garali za to.